Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota je potekal festival računalništva in sodobnih komunikacij ali krajše FRISK, ki sta ga skupaj organizirali omenjena šola in informacijska točka Europe Direct Pomurje. Življenje v obdobju tehnološke revolucije je polno izzivov, priložnosti in tudi pasti. Ustrezna raven znanja je osnovni predpogoj za prilagajanje hitrim tehnološkim spremembam, pri čemer ne smemo zanemariti niti ustrezne infrastrukture. Prav pomen znanja je bil izpostavljen v okviru osrednje razprave, na kateri so sodelovali dijaki Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Menim, da sem sposoben spremljati današnje nove tehnologije z dostopom do interneta in z vsemi podatki, ki se danes dajo tam najti, je to zelo enostavno. Prej smo se tudi pogovarjali o tem, da internet prinaša nekako tudi prednosti in tiste slabosti. Se sam zavedaš obojega oziroma izkoriščaš tiste prednosti, ki jih internet oziroma sodobna tehnologija ponuja? Prednosti izkoriščam, saj naprimer v primeru šole lahko veliko informacij in podatkov, ki jih še ne poznam in jih potrebujem, najdem na spletu, namesto da bi šel v knjižnico in bi si tam mogel poiskati knjigo. Kako pa se srečuješ oziroma kakšen je tvoj odnos do lažnih novic, jih prepoznaš? Lažne novice se dajo prepoznati, nekatere težje kot druge. Moje mnenje o njih je, da to, kar se počne, ni v redu, saj veliko ljudi to izkorišča in verjame v njih. Javne razprave se je udeležil tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je med drugim sopobudnik evropske iniciative Pametne vasi. Najprej se morajo ljudje zavedati, kako hitro se spreminja svet, in pomagati pri odkrivanju teh novosti, takoj vzporedno s tem pokriti celotno podeželje s kvalitetnimi širokopasovnimi povezavami in z dobrimi primeri praks, ki jih imamo veliko v Sloveniji, še več pa zunaj po Evropi, to spraviti na eno mesto in to zapisati v ukrepe naslednje finančne perspektive, kjer bomo tudi z evropskim denarjem na vseh področjih lahko pokrivali digitalizacijo. In zame se digitalizacija lahko na podeželju začne s kmetijstvom, nadaljuje z mobilnostjo, socialo, zdravstvom nadaljavo, e-healthom, z turizmom, z potrebo po malih podjetjih na podeželju, tako da kompleten nov koncept, nova paradigma regionalnega razvoja Slovenije. Mogoče samo še na kratko, tudi sami se nekako borite oziroma si prizadevate za to, da bi ne imeli samo pametna mesta, ampak tudi pametne vasi, ravno s projektom Pametne vasi, pa če mogoče na kratko, zakaj pravzaprav gre? Gre za odgovor na dve ključni vprašanji, da se podeželje prazni, se pravi, da ljudje odhajajo v velika mesta, po Evropi še bolj kot po Sloveniji. Napomen demografov je, da bo 80% ljudi živelo v metropolah in drugo, živimo v času hitre digitalizacije. Ko ta dva procesa zložiš skupaj, vekolikor ne bomo z digitalnimi tehnologijami okrepili podeželje, bo ta proces samo hitrejši in se bo ta napoved demografov zgodila. Zato poskušamo v tem projektu pokazati nujo, da z javnim denarjem podpremo na podeželju to, kar je v mestu poslovni model, business case, je na podeželju mnogokrat potreba po javnem denarju, naprimer za izgradnjo širokopasovnih povezav, tudi ni tako veliko uporabnikov, da bi se kar rojevali primeri v mobilnosti, kjer lahko zopet nekaj z javnim denarjem pomagaš, vzpostaviš to tako imenovano delitveno ekonomijo tudi na podeželju, delitev dragih strojev, digitalnih, ki ti spremljajo pri gnojenju, pri škropljenju, so drage naprave, ki jih nikakor ne more in nima nobenega smisla, da jih kupi posameznik, ampak da vzpostavimo platforme, s katerimi to delimo. In to so ti poizkusi, kjer želimo na najrazličnejših porah našega življenja ali prinesti na podeželje socialno inovacijo ali pa neko digitalno rešitev, ki omogoči, poenostavi življenje, ga naredi kvalitetnejšega in naredi to, kar je nujno potrebno, tudi ustvarja kvalitetna delovna mesta na podeželju. Udeleženci razprave so se dotaknili dileme, ali je za zagotavljanje ustrezne ravni znanja v obdobju digitalizacije odgovoren zgolj izobraževalni sistem ali pa pri pridobivanju znanja nosi odgovornost tudi vsak posameznik. Računalništvo, informatika v osnovnih šolah sta gotovo koristna.
zdaj kot samostojni predmet, ali pa recimo meni se zdi še bolj zanimivo prevzeti enega od modelov, naprimer finskega, kjer se digitalno opismenjujejo znotraj drugih predmetov in na ta način dejansko skozi aplikacijo pridejo do tudi računalniških znanj. S tem, ko rešujejo matematični problem ali pa tehnološki problem ali pa naravoslovni problem v biologiji. Ne vem, nekatere šole izdelujejo svoje števce korakov, s tem se spremljajo, ko igrajo nogomet in potem analizirajo pri matematiki te podatke, koliko so pretekli, kako so se gibali ali pa pri fiziki, kakšni so bili pospeški. Tako da na tak način mladim dejansko pokažemo, kaj omogoča računalništvo, kaj omogoča tehnologija. O priložnostih, ki jih prinaša dinamičen tehnološki razvoj, pa ne smemo zanemariti tudi številnih pasti. Svoje mnenje o vedenju uporabnikov spleta nam je zaupal strokovnjak za varno in odgovorno rabo interneta Benjamin Lesjak. Ja, načeloma bi se mogli vsi zavedati, da ko si uporabnik interneta in ko dobiš neko aplikacijo, recimo brezplačno uporabo, potem si dejansko uporabnik, ki te bodo poskušali nekako okrog prinesti, da boš na nekem drugem področju plačal za to aplikacijo. Se pravi, ko recimo si namestite neko brezplačno aplikacijo, ta aplikacija po vsej verjetnosti vse vaše podatke, vaš profil, torej vaš ime, priimek in vse karkoli, na kakršenkoli način vi uporabljate to aplikacijo, deli potem z nekimi potencialnimi oglaševalci, ki bodo povrnili nekako to vašo brezplačno uporabo. Zdaj, koliko se pravzaprav uporabljamo, koliko se v Sloveniji zavedamo raznih pasti, bi rekel, da še vse premalo. Recimo tiste take čisto osnovno šolske, če lahko rečem, fore, ko dobimo neko elektronsko pošto in odpremo tisto datoteko, zaradi tega, ker je, recimo, poglej si ta seznam, ali pa poglej si, kako sodelavec skoči v vodo, v bistvu brezvezne fore, ti boš kliknil tisto datoteko in boš, recimo, pogledal nič, ampak samo namestil na svoj računalnik neki kriptovirus. Recimo, take stvari res manjkajo nekaterim uporabnikom, ker mislijo, da pač uporaba računalnika je to nekaj čisto enostavnega, ampak na drugi strani se moraš zavedati vseh posledic. Vsak klik pravzaprav nosi svoje posledice in tega se premalo zavedamo in to, ravno o tem smo govorili tudi na današnji okrogli mizi, kako bi bilo smiselno v kurikulume osnovnih šol vključiti tudi ta znanja digitalne pismenosti in seveda znanja tudi programiranja. Srednja poklicna tehniška šola Murska Sobota je šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Prav tako pa izobražuje kader, ki bo v prihodnje sooblikoval digitalni razvoj. Da je potencial mladih velik, nam je potrdil tudi ravnatelj SPTŠ Ludvik Sukič. Jaz mislim, da so dijaki precej ozaveščeni, da to spremljajo, še posebej zdaj ta skupina, ki je bila danes na tem srečanju, ker to so dijaki računalniške usmeritve. Ampak tudi drugi dijaki na naši šoli, ki hodijo v elektro ali strojno ali katero izmed drugih usmeritev, so s tem relativno dobro seznanjeni že v šoli, pa tudi sami so že praktično od malih nog nekje si na blizu z računalnikom, tablicami, sploh pa vsi imajo pametne telefone, tako da niso le uporabniki, ampak celo soustvarjalci zdaj že tega omrežja. Poleg javne razprave so organizatorji udeležencem pripravili tudi delavnice, kjer so spregovorili o možnostih uporabe družbenih omrežij za predstavitev potencialnim delodajalcem. Prav tako so v okviru delavnice razpravljali o tem, ali so spletne volitve rešitev za dvig volilne udeležbe.